Po romanu Doma. Nekaj snega, če je sneg domišljija, ali sled, ali izguba. O čem govoriš? Ne vem, o vseh, o tebi, o meni, o povsem ploski pokrajini, o pogledu čez to pokrajino. In ga čisto nič ne omejuje, sploh pa ne nobena gora, nobena koča na tisti gori, noben človek, ki švica in rukne šnopc na tej gori. O vseh, o tebi, o meni, kako sva zdaj končno v miru, čeprav ne govoriva kaj dosti. In ne z imenom, sam o oblikah, če je glasba oblika, o približevanju, o oddaljevanju, da je potem tudi vračanje. In najmanj pogled, poševno in svetloba in totalno modra po robu, pesem kot obljuba, sneg, kikiriki, pivo, čips, pomfri, majoneza, olivno olje, čili, pričakovanje, preziranje. Plavi mavrica, jetno žlico, ko od telesa ostanejo sam še zobje, tvoje gromozanske oči, katero besedo, koliko sploh, brez simbolov, pojavov, pričakovanja, neko stanje, brez navodil, kako se dela z vsebino, o čem govoriš. Vse bolj postajam medved, spreminjam se v polha in vsa vprašanja, kako bom preživela v teh oblikah. Ampak število 13 mi je okej, dovolj, da se pojavi čoln sredi jezera in žival, ki zaluča želod čez stoletja. In med tem zmanjka nečesa nekomu, da življenje neusmiljeno nima zadosti prostora za čisto vsakega posebej. Zakaj bi te obtežila s podrobnostmi, čeprav z detalji je podobno? Kot recimo reči amaze, ampak misli dnodnjak, potem pa se za zmeraj zapleteš z labirintom, kar je precej amazing, in še kar kopljem po glavi, pa tam ni nič v uteho, nič, kar mi vračaš, in potem vedno končam pri tem, da je sebičnost my flaw, če že ne šibkost, plus ne vem, zakaj ti ni jasno, da nikoli ne boš mogla prebrati vsega, nikoli slišati vsega, pa ne zato, ker je tega neprešteto, ampak zato, ker si Lena, my fault, najbolj lena ženska na svetu, svojo lenobo nosiš, kot je skala nosila Sizifa, kako neznatna, kako šibka si, da izkoriščaš gost za 1 mikron ljubezni in vznemirjenja, ker ju ne znaš spraviti ven iz srca, niti iz želodca, kako se obnaša sredi tega, svetišče, svet, išče gost, a ja, ker sem bila prepričana, da je morje, ja, se je morje, ampak morje je daleč, ampak morje je daleč je za naju totalno vse in race na prostoru ob jezeru in muha na časopisu in vlak, ki zamuja in specifika potovanja s tovornjakom in vonj lesene zunanje palube trajekta in spanje na njej. Oba sva na istem, oba sva na tem in nisva sama, zraven so čisto vsi ostali, nič ne ostane tam zunaj, nič ne ostane tu not. V drevo, 8. izvirna knjiga poezije Ane Pepelnik, dokazuje, da avtorici ustvarjalnega zagona ne zmanjkuje. Ravno nasprotno. Zgoščen miselni tok brez ločil, ki se pogosto oblikuje v več strani dolge pesmi v prozi, včasih v psalme, včasih zgolj v drobne pesmi ali njihove okruške, bralca hipoma potegne vase in mu nudi užitka polno plavanje prek brzic, meandrov, pritokov ali ponikov. Čeprav so pesmi prežete s tematizacijo ustvarjalnega postopka, Ana Pepelnik vanje spretno integrira intimna in univerzalnejša bivanjska vprašanja. Njeni pisavi tudi tokrat dajo poseben čar dobro umerjene čustvene intonacije ter nepretencioznost in blagost izreke. Več pa v nadaljevanju. O knjigi V drevo, ki je izšla pri Literarno-umetniškem društvu Šerpa, se bom z Ano Pepelnik pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja, v kateri danes gostimo pesnico in prevajalko Ano Pepelnik. Ana Pepelnik, lepo pozdravljeni. Živjo. Hvala za tole branje. Bova še poslušalcem povedali, da ste brali pesem v prozi iz knjige, o kateri bova govorili, iz knjige z naslovom V drevo torej. Ana, zakaj ste izbrali za te uvodne takte v najin pogovor in v oddajo prav pesem po romanu Doma? Zato, ker je noter tam tisti del, da se vse bolj spreminjam v medveda. Tako sem se zdajle počutila, no, ker sem še nisem precej jutranji človek, sem ugotovila zdaj, ne.
starejša leta. Tako da sem preprosto zato, da sem se dobro počutila, da sem si tole tremo pred temle pogovorom, ne, ki je seveda prisotna, da sem si jo razbila. No, in sem se veselila tega dela, da pač bom sama sebi prebrala, da se vse bolj spreminjam v medveda, pa polha, pa tako. Zanimivi so ti kontrasti. Vi ste tako drobni, medved je tako mogočen in potem iz medveda nazaj v polha. Verjetno so ta prehajanja tudi precej zanimive metamorfoze. Ja, pa se, po moje smo kar vsi na istem, no. Tako, kar se tiče spanja. Po mojem imamo vsi kvaliteten spanc, hvala Bogu imam zelo kvaliteten spanc in si predstavljam, da ga ima polh tudi čez dan, pa medved pozimi. Ja. V redu. Ana, v drevo sem povedala, da prinaša zelo zgoščeno poezijo. To so dolge pesmi v prozi, ne seveda vse, ki so v knjigi. Je pa vsa poezija zgoščena brez ločil, razen nekaterih poševnic, ki delujejo kot zamolki in so zato pač toliko bolj tudi učinkovite. Pa bova o tem malo več v nadaljevanju še. Zdaj bi se malo obrnila še k vaši nagrajeni knjigi, ne? To se ne pove. In sem razmišljala, da že nekatere pesmi v tej knjigi nakazujejo razvoj vaše poetike v smer, kakršno zdaj spremljamo v knjigi V drevo in ki je v bistvu precej drugačna od prvih pesmi. Ja, to je res. Zato, ker v bistvu so nekatere sploh začele že takrat v tistem obdobju nekako, ko sem zaključevala neko pisanje. Nekako je tako, no, grobo rečeno, kadarkoli zaključujem neko zbirko na koncu, ker če imam srečo, da ko se neka knjiga zaključuje, pišem obenem že naprej ali pa se kar naenkrat začenjajo neki zametki nekih novih nekega novega pisanja, ki nas paše recimo več tja noter. Potem to umestim na koncu, proti koncu zbirke in tukaj to pot je šlo tudi nekako tako, no. Isto je bilo pa recimo Tehno na koncu. Tako nekako sem si nakazala sama sebi pravzaprav trash, kam bi šel trash, a ne, pa pol kam bi šel potem pa trashu, to se ne pove. In nekako, ja, in mi je, mislim, super je, da se to opazilo, no. Ja, zdaj, ko razmišljam o tem, kar ste dejali, je res, ja, da v bistvu že v prejšnjih knjigah nakažete vsaj smerno, naslednje, no. Ja, nisem pomislila prej na to. To imam jaz sama neke, tako, same sebi dajem neke take smernice, da vem približno, kje sem, koliko resno moram jemati te stvari, oziroma koliko še bolj resno, če mislim, ali pa, da malo več, recimo, ne vem, česarkoli drugega vnašaš noter, ne samo teh tehničnih stvari, pa tako. Skozi se s tem ukvarjam. Ja, tudi to se vidi, ampak zelo subtilno in nevsiljivo, mislim, meni je bila ta knjiga zelo všeč. V drevo. Rekla sem, da ni ločil, ne. Ločil v bistvu že prej niste uporabljali ste piko, ki pa je bila hkrati zelo učinkovito ritmično sredstvo, ne. Kaj se vam pa zdi pri tem toku besed, ki je zdaj privrel na plano, ne? Kaj pa je tu nosilec ritma? Ja, se glih to, ne vem. Pač ta, ne vem kakšen ritem, ker je kar že obstoječ ritem, ker se ga niti ne zavedam, ampak očitno gre za drugačen način pisanja, definitivno, ne, to sem opazila in nikoli nisem se disciplinirala v tem, mislim, včasih je kar vse skupaj drvel nekam, ne, mislim, in to je bil pač preprosto sem temu sledila in glih zato mogoče včasih deluje tudi, da gre za nek tok, bodisi ali zavesti ali nezavesti, ne vem česa. In vem, da stvari morajo vsebovati ritem, tudi če ga ne more biti in imam to tako kar nekje ugrajen in mogoče ga pač lovim, pa potem zato nastane. Mislim, ne vem, ne znam čist dobro pojasniti. Od kje to? Pomagala. Prav.
Meni se zdi, ko sem to brala, ne, v bistvu sem mislila, da bom knjigo prebrala hitro, potem pa sem 3 dni jo neprekinjeno brala in prav uživala v tem, ne. Ampak kaj se zgodi, ko bereš, ne, v bistvu, vsaj meni se je zgodilo to, da padeš v tok, mislim, kot v nekaj hipnotičnega, ne. Ampak seveda, ko to bereš na ta način, gredo pomeni drugače mimo tebe, kot če se ustavljaš, ne. Hkrati pa ta knjiga, če se želiš ustavljati ob pomenih, ne, zahteva zelo počasno branje, tudi da ločuješ pomenske enote med sabo, no. In to me je v bistvu zelo zabavala, ta dvojnost tega toka besed in hkrati tega, da sem se potem vračala in brala na popolnoma drug način, no. In zato sem vas tudi prosila, poslušalci tega ne vedo, da sem vas prosila, da prinesete glasbo za podlago za vaše branje, ker sva se recimo pri tehnu pogovarjali, da ste takrat pisali in poslušali tehno, ne. No, ko sem brala V drevo, sem se pa ves čas spraševala, ali ste tu tudi kaj poslušali zraven in pisali na ta ritem ali ne. Zato sem vas vprašala, kaj je tukaj določalo ritem. Ja, mislim, to, jaz imam muziko, mislim, vedno, no, tako, ker sem nekako pišem v domačem okolju, nimam nekega studia, pisarne, tako da imam to, ne vem, meni je to kar privilegij pa sreča, da lahko delam doma. In ne morem pa, sem pa recimo človek, ki ne more imeti v prostoru tišino. Oziroma, no, pač temu, kar rečemo, ne, se pravi, tišino v tem primeru mislim, da ni prisotna noben ali radio ali kakršnokoli mislim. Tega jaz ne morem. Tudi če grem kam na obisk, se potem, ne vem, tam malo klepetamo, pa tako, recimo, ko pa pride do kakšnega premolka med zbranimi, ne, in jaz ugotovim, ne vem, da tam slišam v eni sobi uro, ki tam tiktaka, pa en pogoltni slino in jaz sem že čisto in pol ugotovim, da mi v bistvu bi ful dobro, če bi, ne vem, mogoče da kakšen playlisto tam, na kakšen Spotify ali pa en radio, ne vem, in meni je to grozen in doma pa še posebej. In vedno je tako, da načeloma, kadar jaz pišem, tudi kadar sem tehno pisala, sem jaz v resnici poslušala najprej tehno, nisem pisala tehna na tehno, ampak nekako vedno pišem na klavirsko glasbo. Po možnosti tako, solo. Zato sem spraševala za Arva Perta, če bi mogoče malo bolj, po moje, tudi malo manj tole pretresali poslušalce, tam tisto na začetku, ki je začel škripati v brnet, se bomo mogli malo navaditi. No, ampak več imam pa to pa, kar se pa posluša, to je pa dvojec Empty Set, katerih zelo ogromen oboževalec sem in jih tako pač skozi spremljam, to je njuna najnovejša plata, ki se imenuje This Ever in mi je genijalen naslov. Glede na to, da Arva Perta kar veliko poslušamo na Arsu, predlagam, da potem ostaneva pri tej glasbi, sploh če vam je tako všeč, tudi zato, da poslušalce malo navadimo še na te ritme. Prav. Dobro, Ana, v pesmi Plavi, tam je ena res ljubših pesmi, se pojavi referenca na Margaret. In to je seveda lahko marsikdo in marsikateri od ustvarjalcev, ampak mene je spomnila na neko pesem, ki sem jo brala že dolgo tega in me je že pozabila nanjo. Gre za pesem Geralda Manleya Hopkinsa. Mislim, da je naslov Pomlad in jesen, tako nekako mlademu otroku, to je moj prosti prevod. Govori pa v bistvu taka precej preprosta pesem, na nek način govori pa o obžalovanju za izgubo te otroške nedolžnosti, senzibilnosti pri opazovanju sveta in o tem, kako mora odrasel človek pač sprejeti tudi težo propadanja, minevanja, ne. In v tej pesmi v bistvu avtor govori o temu mlademu otroku, ki žaluje že za samim seboj, ne. Zakaj to govorim? Ker me je ta neka preprostost domnevna, hkrati pa celotna intonacija in globina povedanega
spomnila na tone in obliko obesedovanja teh tem pri vas, v vaši poeziji. Kako bi to komentirali, oziroma je to povsem zgrešeno? Ne, sploh ni zgrešeno. V bistvu je zelo zanimiv. Zdaj ne morem. Seveda sem človek, ki googla, a ne? Tako da sem jaz takoj našla to pesem v angleškem jeziku, ker sem si prebrala smernice, Tina, hvala za njih. In pesem je genialna, ampak sploh prvič v življenju sem jo brala in neverjetno spomnil me tudi to, ko omenjate recimo, ne, da otrok že žaluje. Ne, mislim, jaz sem se tudi tako recimo počutila kot otrok. Mislim, ne, to. In mislim, najprej me je to fascinira pa te pesmi, po drugi strani pa tako, da glih ta Margaret, ne, ampak ne. Jaz sem imela pa v mislih par pesmi Plavi, ki jo zdaj sploh ne najdem, ne vem zakaj. Je pa referenca v bistvu komad od Lane Del Rey, Margaret. Na strani 33 je Plavi. Aha, okej, no. In meni tudi všeč ta pesem, ker se je dolga. Vas bom prosila, če jo boste potem prebrali za en predah. Lahko, ker je pač, not je pač enega drugega, vidim tle enega Škota, glasbenika, tudi če neki tam od njega. Tako, iz ene njegove, ki je tudi pesnik v resnici. James Yorkston, ja, ful v redu. Ki dela z enim, je delo en tak elektronski komad in pol on reče and the droplet forms the swan dive in meni bo to čisto fascinantno. In pa sem rekla, da enkrat moram to v življenju izreči na način, kakor pisanja pesmi in sem tle noto turila to. Aha, to sem pa jaz iskala, to referenco, ker je nisem prepoznala in mi je bil všeč ta stavek, ampak je nisem našla. Res, bomo se potem vse zmenili. Ampak bom tudi to prebrala. Je kar, mislim, ja. Morda pa kar zdaj preberete, ko sva toliko govorili o njej in potem lahko pa zdaj. Nadaljujemo. Pa da se malo jaz zberem, a ne? Da bom lahko normalno odgovarjala. Plavi, ker nebo je kot ogromna keramična ploščica in drevesa in vse, pol gozda levo sonce, pol gozda desno sneg. Za nazaj se leva in desna zamenjata, ampak sneg ostane, sonce ostane. Ostala je bil sam smeh, prepolovljena neskončnost, ko rečeš dovolj, ker najprej odstraniš imena, predtem jih spreminjaš ali menjaš ali pozabiš nekaj v tem smislu, ne nujno v tem zaporedju, potem ne nujno počasi zbrišeš enega za drugim ljudi s tistimi imeni, prečrtaš eno ime, prečrtaš to ime, primaš za roko in odpelješ ven iz tvojega življenjskega, da ne rečem kroga, in potem noben več ne umre. Človek brez imena se sam razprši, ne diši, ker nikoli ne bom rekla tvojega imena drugače kot svetloba, ne drugače kot ptica, ker ljubezen ni uteha, ne, ljubezen ni prostor za človeka, 2, 3, ampak ime, to ime je svetloba in se oddaljuje, širi, ovija, zginja, spet pride nazaj, naseli, prime, drži, lepti, zaspi, hodi naokoli, ko bi morala spati. To ime, ki ni ljubezen, ampak ptica, premik k, premik od, ki ni ljubezen, ampak svetloba. Pišem zdaj drugo, mislim isto, gledam, kako je konec sveta, ki se nadaljuje v glavi, ker nikoli ne bom rekla modra, dokler ne prideš nazaj. Noben ne reče goodbye, ampak vsi grejo domov, ko se zapre bar, vsi grejo domov, ko je konec muzike, vsi grejo domov, ko je konec filma, ali vračanje v nekaj kot dom, vračanje v nekaj kot ocean, ocean kot stik, ugibanje besed, ocean kot prazačetek, mogoče zato voda, mogoče zato zemlja, mogoče zato domovanje, mogoče zato veter, mogoče zato zrak, mogoče zato ugibanje in ostale relacije. Ker v neki idealni predstavi o svetu, kot recimo življenju, ni lupčkanja, noben ne seksa, noben ne udari, noben ne umre, nikoli ne umre, a veš? Včasih se slišiva poleti, preden listi postanejo modri in rečem tvoje ime na glas, ti rečem Margaret, ti rečem, a razumeš, stvari v smislu ljudi in razmeri in družbe, ampak vsi grejo domov, ko je konec, kot vračanje v nekaj kot dom, kot vračanje v nekaj kot ocean, stvari se še spremenijo, ampak noben več ne umre. Voda pod mano je mirna,
Meandrira, a je mirna, ker v tistih sanjah v začetku sem se poročila s tabo. Ker modra je modra in zelena je v resnici modra. In deček je prijel kamen in vrgal žabico, 1, 2, 3, 9 in kamen je ostal na površini, ni potonil. In voda je bila na tistem mestu mirna. Meandrirala je, a je bila mirna in bila je modra. In zemlja je bila zelena, je bila v resnici modra in površina je imela kroge na sebi, eden v drugem, kot da so koncentrični, saj so koncentrični. In v tistih sanjah na začetku je bil začetek, je bil že konec in se je nadaljeval in v teh drugih sanjah zdaj sem letela in me je bilo strah proti pričakovanju, ker sem prepričana, da sem mirna in nisem bila mirna. Strah me je bilo, da bom padla ta moment, ampak me je dvigalo in sem z rokama kot z 2 vesloma usmerjala telo. Vedela, kam moram pristati, ne vedela, a bo bolelo, ker človek dvomi v nebolečino. In sem pristala mehko kot pero, kot da je povsem normalno, kot da že od nekdaj letim. Zakaj potem dvom in strah in sem pristala mehko, vuš, se usmerjala s telesom levo, desno proti tebi, da rečem, da vem, kako se počutiš in da ne vem, kaj naj rečem, samo to, da ni tako, kot zgleda, ta moment, ker trpežni smo, z debelo kožo čez telo, z mehkimi srci pod kožo čez telo. Upamo, da bomo na drugo stran prišli celi. And the droplet forms the swan dive. In potem zares labod 2, 3 in zlata svetloba, ki se dogaja septembra. Vse po spominu. Ta moment vse zmehčano, vse preveč lepo, tako lepo, da je že brez veze. Potem veverice, oranžne, lisica s totalno dolgim repom oranžna. Pisati je bilo umišljeno drugače, a ne gre drugače, da ne pozabim. In tisto o helikopterju, o tem, kako naenkrat nisem bila več pod njim, in ni bil več september in nisem gledala gor, ampak bila tam v kabini in slušalke proti hrupu, sam da z muziko in gledala dol na ulico, na pločnik, na človeka, ki strmi vame svojo muziko s slušalkami in gleda, kako obračam helikopter proti pristajalni ploščadi svojo muziko in gledam dol na tega človeka, ki gleda naravnost direktno noč z oči s totalno modrim pogledom, that living feeling in vidiva drug drugega v celoti, ki naenkrat objame tisočletja in je mamut in prariba in sva za moment v spoznavanju edine resnice, ki je skrivnost v resnici, ampak je skupna in razumeva. Come to me, I said the world, death cannot harm me. Ampak ni bilo nujno izrečeno v tem zaporedju besed. Ni bilo nujno izrečeno v tem zaporedju. Ni bilo nujno izrečeno v tem. Ni bilo nujno izrečeno v. Ni bilo nujno izrečeno. Ni bilo nujno. Ni bilo. Ni. Ana Pepelnik, hvala za tole branje. Ta pesem se mi zdi res izvrstna. Mi je pa res zanimivo, no, tako ko vas poslušam, ko berete, se mi ustvarja popoln razkorak med vašim branjem in med mojim branjem. Ampak spet sem pri ritmu in pri intonaciji. Sama sem to brala nekako bolj elegičnem, molovskem tonu, pri vas pa zveni zelo energetično, suvereno, mislim, odlično, ampak tako zanima me, no, nekje v knjigi tudi sami zapišete, oziroma, tako bom rekla, nekje v knjigi vaša govorka izreče, da je mol. Kako vi gledate zdaj na to, katera intonacija se vam zdi, oziroma katero počutje je bolj pravilno, ne počutje, občutje, se opravičujem, tako, za knjigo kot celoto, no? Ja, kakršnokoli, kakor nekako bralcu, a ne, jaz bralcu vedno, pač kar nekako hočem, da si mislim tako, da mi zaupa, da je pač tukaj varen prostor in zaradi mene lahko, mislim, jaz berem zato tako, recimo, bolj tako punk, pa tako hiter, pa to čisto zato, da ne bi bilo, da ne vem, da mi ne bi šel kaj na jok ali pa kaj. Tako da to je v bistvu ena taka, ne vem, ker jaz nikoli ne vem, kdaj me bo zvil kaj. Tako, čisto to. In potem raj berem hiter, ampak nekako razločno pa udarno. Pa nekako pač že s tem, ko ti bereš na glas, se spet ustvarja nek drug ritem, pa če pa je občutje še zmeri molovsko, pa pol sploh krasna kombinacija. Ne. Se mi zdi, no. Ampak, ja. Ker teme so recimo minljivost, tudi tesnoba. No in jaz tega ne moram brati počas, pa mislim tako čist, mislim, take stvari, mislim, ne vem, to minevanje, pa izgubljanje ljudi, pa to to je brutalno. Ja. Ne? Tudi teme so brutalne, ja. Ja, tako da, ja.
Mi je bilo zanimivo to tudi zdaj vas poslušati, ker recimo, če bi vam iskala neko približno paralelo v našem prostoru ali pa sploh ne toliko po sami intonaciji, ampak nek tak samosvoj glas in s fokusom na podobne stvari kot vaša poezija, recimo se mi zdi pogosto tudi poezija Toneta Škarjanca, ne. In če izvzameva to, da pač on piše tudi o drugačnih lepotah, ne. Ampak zanimivo je poslušati njega, ne, ker res bere počasi in s tem umirjenim, lagodnim tonom, bom rekla, ne. In vaša poezija, ki mi je bila zelo sorodna njegovi v nekih potezah, ne, in jo potem poslušati v tem tempu. Pa moram reči, da mi je tudi tako zelo všeč, no. No, me veseli. Dobro, Ana, če malo pogledava zdaj ta tok še enkrat, rekla sem, da od bralca zahteva, oziroma tako bralcu omogoča več različnih branj, od tega hipnotičnega do vračanja, ustavljanja, postajanja. Je pa zanimiv sam po sebi, ker kot neka rdeča nit se vleče ta poetološka tematika, ne, in celo reflektiranje tega akta pisanja, razmišljanje o pesmi, že domala čisto telesno se občuti to pesem, hkrati pa se prepleta s temi bivanjskimi osnovnimi temami. Pa me zanima, kako recimo ste to pisali. Mislim, je to pisava, ki zahteva recimo vračanja, črtanja, ali ste dejansko sledili svojemu toku misli, da se te teme, ki so v bistvu res tako zelo različne in že po nivoju razmišljanja različne, nekaj je pač metarefleksija, nekaj je sama refleksija zelo živa, ampak jih uspete zelo, zelo učinkovito preplesti in integrirati v celoto, no. Je to zdaj že bolj zahtevno vprašanje. Ja, ne vem, mislim, tako jaz se skozi nekako s pesmijo pogovarjam, no. In nekako, ker nisem nekako akademski človek, a ne, tudi nisem baš neki intelektualc, ne pišem esejev o poeziji in tako in neki pa, mislim, in se mi zdi, da občasno se mi zdi, da se moram pač s pesmijo pogovoriti na glas v svoj blokec, ne, tam namreč nastajajo pesmi s svinčnikom oziroma z nekim pisalom. Ne pišete na računalniku? Ne, potem prepisujem. In tam se potem ta prostor tudi ustvarja, ne, mogoče za kakšno črtanje ali pa nadomeščanje ali pa izpuščanje. Tako da, ja, nekako to včasih sploh te zanimiv, ene parkrat sem pomislila, zdaj pa že kar verjamem v to, kaj to rečem, da te recimo pesem v drevo ali pa tehnova, to so pesem tako, da kihneš, kaj gre pač. In hitreje lahko, pač jaz to napišem na roko, no, take stvari. Pa tudi, če pišem, pol tam prečrtam, pa pol vidim, da kaj sem prej mislila, pa tako, pa računalniku je to čisto drugačen postopek, vse se zgubi, a ne, tudi ko zbrišeš pol, ne veš, kaj si zbrisal, kaj takoj pozabiš. Tako da sem kar nekako ohranila ta old school način. In je pa res, da imam pač več zvezkov in včasih se kakšna pesem zapiše v zvezek, v katerega pišem dnevnik, a ne. In v dnevniku pa pač razdelujem neke te svoje misli o poeziji oziroma pesmi, tako, ne. In tlele ene parkrat sem jo pač enostavno pesem mogla obdelati v pesmi. Tako, no, nekako, ja. Rada se kar, mislim, v končni fazi se mi zdi, kadar mi zmanjka besed za karkoli drugega, mi vedno ostane pesem, ker vanjo verjamem, a ne. Že od nekdaj. Pač vedno lovim tiste neko idealno in potem ves čas imam z njo dialog. Ja, mislim, dobro, ali pa tudi seveda z lirsko subjektkinjo. Tako, ne skosno, mislim pač kot sem že čisto na začetku rekla, te stvari resno jemljem, si mogoče ne delujem resen človek, no, ampak pol, tako da potem pa iščem tudi načine, ne, kako kaj zapisati, kako kaj dati nekaj noter, no, tako, ja. In
ta v drevu sem se pač odločila, da bo to tako pa tako, tukaj not pa tako. No, večkrat ste zdaj omenili to pesem v drevo, ki se mi zdi pač vodilna pesem v knjigi, verjetno pod vtisom tudi malo naslova knjige, a ne? Ja, ona je zdaj kaj eno deblo, ne? Ja. Vse pesmi so v krošnice. Aha, se potem strinjate s tem? Ja, ko sem, to je bilo v bistvu nekaj tak, to mi je zdajle. Ja, se strinjam, ampak šele zdajle sem pa pomislila, da je v resnici deblo, a ne, ta drevo. Tako, je main, a ne. V bistvu je ona prva nastala od vseh, a ne. In potem sem videla, da je toliko pač močna, da bo enostavno vse ostalo mogli dobiti, ne vem, da bo vse ostalo grmičev, je. Podrast. Ne, njegovi poganki in nadaljni razvoj potem. Malo vas bom citirala zdaj, zapišete v knjigi, citiram, pisati je bilo mišljeno drugače, a ne gre drugače. Konec citata. Potem pa spet citiram, moj namen je bil samo to, da bi vsaj tukaj izpustila podobe. Zdaj pa ugotavljam, da so me totalno prehitele, udrle med besede in zdaj se sestavljajo po naključju in selektivnosti spomina. Konec citata. Pa če se zdaj vrneva k temu vodilnemu drevesu, ne, da vam malo ga predstaviti poslušalcem, kaj sploh je to drevo. Je to podoba, je to beseda, sploh lahko poveva kaj o tem, kaj pravzaprav je. V drevu v bistvu je, ne vem, kakor mogoče eno zatočišče. Ne vem, kam, mislim, lahko je pa tudi, ne vem, v drevu je v bistvu, ne vem, za človeka, za posameznika lahko ena uteha, ne. Ali da si obljubljaš, da se boš ali spremenil v drevo, ali da se boš zaletel v drevo, pa bo vsega konc. Mislim, tako v tem smislu. Po drugi strani pa, ja, da je drevo je pač, ja, v tem primeru tudi skrivnost, poezija in tako. Recimo tudi v Prvencu, no, ena od variant, kako ravnati s skrivnostjo, je tudi ena pesem z istim naslovom noter in tam noter je ena tematika iz enega japonskega, ne. Ali pa je mogoče iz unga filma 2046, ena soba. Mislim, da je bil to Wong Kar-wai, ne vem, zdaj sem po moje se pomešala. Ampak tam me je fascinirala ena podoba v tem pač filmu je bila, ne, da je človek šel do drevesa, naredil duplino, izdolbal not luknjo in izšepetov noter, ne vem, pač karkoli, ga je ne vem. In od takrat naprej, no to je recimo tudi v drevo, pač ne vem, da, no, kot sem rekla, no, neki, da se človek lahko, ali pač poistoveti z drevesom, ki je vse prisotno že stoletja, ali pa da se lahko nanj nasloni. Spet vas bom citirala v pesmi Brez konca, lahko preberemo namreč tudi tole. Citiram, povsem varno je nekako zunaj sveta, nekako breztežnostno tam zunaj sveta. Konec citata. Razmišljala sem ob tem, pa mislim, da ste mi že prej odgovorili, pa vas bom vseeno še neposredno vprašala. Je pesem za vas varen prostor? Ja. Mislim, definitivno. Ja. Mislim, v pesem se lahko umakneš pred tem groznim svetom. Nekaj tudi, ko sva govorili o knjigi, ste dejali, da želite, da bi se bralci počutili varno v knjigi. Ja, to pa vedno. Mislim, tako, jaz imam bralce vedno v mislih. Ne vem, tako, mogoče mi je to še ostalo iz RŠ-a, tako še iz vajeniških obdobij, ko za špikarco, so vedno rekli, da moraš vedeti, komu govoriš, a ne. Mislim, tako, tudi se mi zdi, da je kar moraš vedeti, komu pišeš. In če pišeš, mislim, lahko že začneš že s tem, da si sam svoj bralec, ne. Saj smo vsi na začetku, ko začnemo pisati in že tukaj zavzameš eno odgovornost. In potem, če pomisliš, da boš tako, no, ja. Ni pa ob misli na bralce, recimo kakšne avtocenzure? Ne, mislim, ja, če sem bralec, jaz pol je, ampak če ja, so obdobja, no, ko mi je vse čisto nič.
Tako obdobje imamo vsi, verjetno. No, ja, in potem lahko pride tudi do kakšne cenzure, samocenzure. Mislim, da sem bolj v tem smislu, da nečesa pa zdaj ne bi napisali ali pa da črtate, ker veste, da bodo pač to brali neki neznani. To pa mislim, v tem smislu ne. Ne, ker pač se mi zdi, da če veš, kaj pesem je, ne, mislim tako, zdaj nasploh, pa če potem nimaš kaj faliti, pa lahko vse napišeš. Ja, zato je tudi varen prostor, ker pač lahko izrečeš tudi nekaj, česar ne bi sicer v javnosti. Tam pa veš, da bo v redu, da bo prošlo. Ana, še nekaj bi vas vprašala, morda bi se tega morali dotakniti že prej, ampak se mi zdi, da so mogoče poslušalci, ki knjige še niso brali, zdaj dobili malo boljšo predstavo o knjigi, da bi malo predstavili njeno zgradbo. Nisva še omenili recimo teh enostavčnih, ne vem, kaj bi temu rekla, drobcev. Vprašanc, tako je, ki so razpršeni tudi po knjigi. Kako to brati? Brati kot pogovor z bralcem, kot okrušek neke pesmi, ki se nadaljuje v tišini, kajti vemo, da je tudi tišina za vas pomembna. Ne vem, kako brati to. To je bil v bistvu tudi uredniški predlog. Mislim, ta vprašanca in stavčički so bili vzeti ven iz enih pesmi in se potem ponavljajo čisto zaradi tega, zato ker, no, ampak bistveno pa je, da so to taka vprašanca, ki si jih zastavljamo tako, ne, dnevno, ne vem, ali pa, ne vem, že ko smo bili mulci, ko si prespal pri najboljši prijateljici, pa si vedno slišal, a spiš? Ne, tako recimo, ali pa kako si, je mogoče lahko zelo banalno pa grozno vprašanje, samo v resnici je pa zelo pomembno. Pa tudi kdo zastavi to vprašanje. In, kako? Kako si, ne, to... Ne mislim, in kako ga zastavi. In kako, ja. In tukaj, pač, če ga človek sreča, mogoče bo pa, se pa končno zamislil, pa bo začel kar sam sebi govoriti, kako je. Kakšni ljudje mogoče niti nimajo časa, da bi pomislili, kako so. Pa tudi tako, ne, pa kdo te to vpraša, če te kakšen človek, ki ga pač ne maraš srečati, ti tako, ne, pa se ne, pa veš, da mu čist dol visi, kaj mu boš ti povedal, da sem tako, how are you? Okay. Tako, ne, to, a ni v angleščini, to v teh anglosaksonskih prostorih, ker to je eno samo tako zgolj v eter vrženo vprašanje, vljudnostno. Ampak se mi pa zdi, da ni zgolj to, no. In zato, da se bralc mogoče, pa tudi jaz, da si saj tukaj najde malo miru, da ugotovi, a je okej, ali je čist bogi. Dobro, Ana, ne bi vas predolgo mučila z vprašanji o poeziji in o vaši knjigi. Dobila je že kar nekaj zelo pohvalnih ocen, tako da bralce oziroma poslušalce vabim, da jo vzamejo v roke in če jih zanima še kaj na tej bolj teoretični ravni, si lahko preberejo tam. Tako da bi vas raje prosila, da za zaključek najinega pogovora preberete še eno pesem po svojem izboru ali pač dve. Glasbena podlaga pa bo, kakršno smo se dogovorili. Zmenjeno. Hvala za super vodenje pogovora. Zelo sem se dobro počutila. Zdaj bom pa prebrala eno pesmico. Finiš. Kam greš? Grem tja, kamor nikoli ne grem. Rekla sem marsikaj, kar sicer ne bi. Ampak verjamem v to stvar. In tam čez, a vidiš, je tudi kakšen gozd, kakšna planota, kjer še nisem bila. Dneva je še za cirka 1 uro svetlobe, čeprav mi ustreza tudi, če je ni, ne kompliciram.
Vem, da me folk ne mara kaj preveč in življenje od tukaj ne zgleda dovolj zanimivo. Lahko bi, takoj bi menjala za drevo ali ptico v njem. In drevesa so prenosljiva. Drevesa vzamem s sabo, če jih tam, kjer nisem bila še nikoli, slučajno ni. Ne čakam več. Lahko odidem, lahko grem, lahko. Ana Pepelnik, hvala. Spoštovani poslušalci, tudi vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo torej gostili pesnico in prevajalko Ano Pepelnik. Pogovarjali smo se o njeni 8. knjigi poezije V drevo. Knjiga je izšla pri Literarno-umetniškem društvu Šerpa. Z Ano Pepelnik sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje skrbel Max Post.